Pozdravljeni! Veseli nas, da ste danes z nami na webinarju, kjer bomo govorili o eni ključnih tem sodobnega poslovanja, kibernetski varnosti. Vse več podjetij se znajde pred izzivom, kako se zavarovati pred vedno bolj prefinjenimi kibernetskimi napadi, pri čemer klasične oblike zaščite pogosto niso več dovolj. Na tokratnem srečanju bomo raziskali, kaj vse razkrije varnostni pregled. Metoda, ki odkrije nevidne razpoke v naši varnostni strukturi. Z nami je Boris Kranjc, strokovnjak za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije, ki bo predstavil konkretne primere dobrih praks, opozoril na trike socialnega inženiringa ter razložil, kako lahko pravočasno odkrijemo šibke točke. Predavanje bo trajalo približno 30 minut, nato pa bomo odgovorili na vaše vprašanja. Vabljeni, da jih že med samo predstavitvijo vpišete v Q&A okno. Posnetek današnjega srečanja boste prejeli v nekaj dneh na elektronski naslov, s katerim ste se prijavili. Prepričana sem, da boste danes odkrili marsikaj, kar lahko že jutri izboljša varnost vašega podjetja. Tako, tehnični podatki in uvod je zaključen. Boris, predajam ti besedo. Alja, najlepša hvala. In seveda vsekakor lep pozdrav tudi iz moje strani. Po dolgem času se spet malo srečamo, sicer imam veliko raje predavanja v živo, ampak tudi ta oblika je seveda način prenosa znanja in jaz upam, da vam danes podam nekaj tistih informacij, s katerimi, tako kakor je že omenila Alja, lahko začnete z neko osnovno zaščito v vašem podjetju oziroma začnete z prvimi koraki k pristopu, da dvignete nivo kibernetske varnosti v vaši organizaciji. Danes bomo seveda govorili o varnostnih pregledih, o katerih, bom rekel, že verjetno tudi ptički čivkajo okrog. In kot ponavadi, jaz se sicer ne bom več na dolgo predstavljal, pa na široko, ker večina vas, ki sem pogledal malo, kdo bo prisoten, me tako ali tako pozna, še vedno sem Boris Kranjc, še vedno delam v Telekomu Slovenije, še vedno sem strokovnjak za kibernetsko varnost. Malo več izkušenj z vsakim dnem pridobivamo, malo več stvari vidim in tudi mogoče pristopam zaradi tega določenim stvarem malce drugače. In glede na izkušnje, ki jih pridobivam, bi seveda želel deliti z vami tudi nekaj osnovnih napotkov, kako pristopiti k kibernetski varnosti. O čem se bomo danes pogovarjali? Malce si bomo pogledali, kakšni so današnji izzivi oziroma kaj nam kaže statistika, kje smo, zakaj bi bilo dobro nekaj narediti na področju kibernetske varnosti. Zelo na kratko bomo nekaj malega rekli o CTI-ju, Cyber Threat Intelligence, vrste varnostnih pregledov si bomo pogledali, kakšne izvajamo v Telekomu Slovenije za naše stranke, kaj s temi varnostnimi pregledi pridobite, zakaj jih priporočamo. Potem si bomo pogledali tudi orodja, kar je zelo pomembna zadeva, ker vse same veste, če pride zidar k hiši, brez, po domače rečeno, vaservage, ni ta prav zidar. Tako da jaz pravim, je tudi potrebno vsekakor imeti dobra in prava orodja za kvalitetno izvedbo varnostnih pregledov. In pogledali si bomo, s kakšnimi orodji delamo pri nas. In če začnemo z dobro prakso, ja, vem, verjetno vsi poznate iz interneta tale primer dobre prakse: in case of cyber attacks, break glass and pull cables. Ja, dan današnji, glede na število napadov, ki se odvijajo in tako naprej, bi bilo skoraj mogoče že bolje večina časa biti izključen iz interneta, vendar kaj, ko smo vedno bolj odvisni od oblačnih storitev, od povezav v podjetje preko interneta, preko svetovnega spleta, vse dejavnosti se odvijajo v bistvu v svetovnem spletu, zato seveda tak način dobre prakse v primeru kibernetskih napadov, da bi pulili kable, ne pride v poštev. Zdaj, seveda, s tem se soočamo malo na drugačen način. Pa če si mogoče za začetek pogledamo
ne same izzive v današnjih omrežjih podjetij, ker vsi vemo, kje imamo izzive, ker v bistvu v okviru varnostnih pregledov velikokrat vidim, s čim se podjetja soočajo, ne. In razen tega, da ne omenjam, da vem, da je problem z zaposlovanjem kadrov na področju kibernetske varnosti, ki jih imamo na žalost premalo, in žal se tudi tista statistika, ki jo napovedujejo, da bo do 2030 v Evropi primanjkovalo 30.000 specialistov za kibernetsko varnost, uresničuje, ne. In to so vse izzivi v današnjih omrežjih podjetij. Zdaj, s tehniko moram reči, da na podlagi izkušenj lahko rečem, že gremo kar nekako veselo naprej in se upoštevajo navodila z posodobitvijo, z zamenjavo požarnih pregrad naslednje generacije, ki nam seveda marsikaj preprečijo v primeru poizkusov napadov, ne. In teh izzivov imamo res ogromno, ampak ne glede na izzive, če si pogledamo malce statistike, ki sem jo pobral sicer iz SICERTA, 4587 incidentov je bilo na SICERTu v preteklem letu za 2024, tehnično zahtevno 790 incidentov seveda obravnavanih. Ampak sej verjamem, da vas je večina tudi, ki ste malo vsej povezani z IT-om, pa verjamem, da vsi z mano vred verjamete, da so te številke veliko premajhne. Da se veliko teh incidentov, tudi phishing primerov, recimo, kad vidimo 1583, niti ne prijavi, a ne, ker pač ljudje jih ne prijavljamo iz takšnih in drugačnih razlogov, če že ne gre za neko večjo škodo, oziroma če smo ugotovili, da je šlo samo za prevzem nekega računa, pa smo to hitro porihtali, v podjetjih tega žal nas sicer niti ne prijavljajo, ne. Zdaj seveda, vsi vemo, da je na pohodu oziroma da kmalu prihaja NIS2 direktiva oziroma NIS2 direktiva implementirana v naš zakon o informacijski varnosti verzija 1 oziroma ZINF1, in da potem bo pa malo bolj potrebno gledati na te stvari, da jih bomo prijavljali tako, kakor to zahteva zakona, ne. In ja, stvari se dogajajo, glejte, lahko vam zaupam tudi, da v Centru kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije obdelamo približno 8000 incidentov na mesec. Približno 8000 incidentov na mesec nekje, in seveda ti incidenti so v porastu. Pa sem omenil seveda samo Telekom Slovenije, vemo pa, da so tudi drugi operaterji v Sloveniji, ki se prav tako ubadajo z temi stvarmi. In če seštejemo vse skupaj, pa neprijavljene zadeve, vidimo, da je tega res veliko. Torej, jaz vedno poudarim, da danes vemo, da ni vprašanje, če bomo oziroma boste na vrsti strani hekerjev, ampak je bolj vprašanje, kdaj. Zdaj, seveda, jaz pravim, vedno je boljša preventiva kot pa kurativa, zato je dobro, če smo obveščeni o kibernetskih grožnjah. Eden izmed prvih korakov, pri katerem lahko naredite veliko tudi sami. Včeraj sem ravno bil na sestanku pri eni naših strank, kjer smo se pogovarjali o tem, in moram priznati, da je sicer ena izmed redkih strank, ki imajo sicer tudi skupino za IT, ampak so vedeli povedati, da imajo nekoga v IT-ju, ki se pa prav namenoma ukvarja z Cyber Threat Intelligencem in pregleduje po dark spletu in tako naprej, kakšni podatki se v njihovem podjetju prodajajo. Veste, da je teh možnosti pregledovanja veliko, zdaj z Cyber Threat Intelligencem pravočasno lahko odkrijemo, da so neki hekerji, neke zaprte hekerske skupine na nekih zaprtih forumih na Darknetu seveda, začeli izmenjavati podatke o vaši organizaciji ali pa o vas samih in tako naprej. In z analitičnimi pristopi, če imamo prava orodja, kar na Telekomu Slovenije moram priznati, da imamo res orodja, s katerimi zelo hitro vidimo, kaj je nekaj prišlo na temni splet, ne.
pa verjamem, da se bo marsikdo od vas sedaj malo obregnil, pa me bo vprašal, a ste videli tudi tisto, kar so ob vas objavili na temnem spletu. Ja, tudi to smo v 10 minutah ugotovili, da je nekaj objavljenega. In če to veš, lahko hitro ukrepaš, pravočasno še mogoče ukrepaš, da ne pride do nadaljnih posledic, ki so lahko zelo, zelo težke, ne. In jaz bom rekel, dajte, že sami imate možnost pregledati, lahko eventualno zalju pripravimo tudi na to temo kakšen webinar o Cyber Threat Intelligence, kjer vam mogoče podamo nekaj brezplačnih orodij, s katerimi lahko preverite, kakšno je stanje, a hekerji v vas nekaj prodajajo, neke podatkovne baze, neke podatke in tako naprej. Skratka, dobro je to preverjati, ne. In na koncu seveda pridemo do tiste glavne tematike, o kateri govorimo danes, in to so vsekakor varnostni pregledi. In potem se vprašamo, ali so ti varnostni pregledi res tako nujno potrebni, a res ugotovimo, kaj vse je narobe. Glejte, da ne bomo govorili samo o hipotetičnih stvarih, sem jaz če lahko tako po domače rečem, čist frišno informacijo pobral 20 minut nazaj iz spletnega portala, verjamem, da ste vsi slišali za njega, in to je shodan.io. In če v Shodanu vpišete, kot vidite zgoraj na vrhu, port 3389, country SI, Slovenija, lahko vidimo, da imamo trenutno, v tem trenutku, odprtih 1358 dostopov do remote desktop mašin oziroma strežnikov. Upam, da se zavedate, kaj to pomeni. Namenoma sem sicer zakril IP-je, ampak stvar je javno dostopna, lahko si tudi sami pogledate. Na Shodanu se morate registrirati, ne? In v bistvu, ko se registrirate, lahko pregledujete te stvari in lahko vidite tudi za svoje podjetje. S tem, da vas pri tem opozarjam, ko smo na predavanju, 5-dnevnem predavanju, ki ga izvajamo na temo kibernetske varnosti, enega gospoda, in smo mu to pokazali, kako se da to videti, je naslednji dan prišel na predavanje z rdečimi očmi in mi pravi, jebem ti štale tvoj Shodan.io, do 4 zjutraj sem bulil v tale spletni portal in iskal, kje smo ranljivi, če smo, in tudi celo najduje njihove javne IP-je na Shodanu, kjer so imeli odprte servise. In če vam to ne zgleda tako grozljivo, kaj menite pa pri naslednjem delu? To je iz Shodana. Eden izmed remote desktopov. Na lokaciji lahko samo raziščete, jaz ga ne bom raziskoval, računovodstvo. In če smo rekli, da imamo 1358 v tem trenutku možnih dostopov, ne, bi seveda te zadeve lahko preprečili, če bi ta podjetja poskrbela, da izvedemo pri njih varnostni pregled, temu rečemo tako imenovani zunanji varnostni pregled. Zdaj, varnostni pregledi, kdo in zakaj jih potrebuje, ne? Kaj s tem pridobite vi kot naročnik? Jaz bi se prej vprašal, kdo jih ne potrebuje, ne? Zdaj, NIS2 direktiva nas bo vse tiste, ki boste compliant, če lahko izrazim v angleščini se, compliant NIS2 direktivi, kar mislim, da bo cirka 1300-1400 nekje podjetij v Sloveniji, tisti boste strogo morali izvajati. Ampak jaz pravim, zanimivo se mi zdi zdaj, ker sem veliko vpleten v to NIS2 direktivo, da veliko dobim vprašanj po tej temi, ne. Ljudi bolj zanima, a bodo kaznovani, če tega ne bodo počeli. Verjamete, če boste dobili obisk iz strani Ursiva in če vam bodo napisali kazen, zato ker nimate stvari poštimanih, je ta lahko veliko, veliko bolj mila, kot pa tista, kar vam bodo hoteli odnesti hekerja, ne. In jaz pravim, ja, varnostne preglede potrebujete. Morate vedeti, kaj se dogaja z vašimi nastavitvami na požarnih pregradah, z vašo opremo, a imate pravilno zaščiteno, a je vaša domena, vidnost domene na spletu, kaj vse pod njo vidijo hekerji in tako naprej. Zdaj, v okviru varnostnih pregledov pregledamo tudi odprto servisi na javni IP, tako kot ste videli tisti iz Shodana, ne. Ugotovitev stanja v lokalnem omrežju, ugotovitev potencialnih ranljivosti vaših spletnih strani, ki so velikokrat kot odskočna deska. Vem, veliko vas bo rekli, ja, mi imamo samo spletno stran, ki je sam v bistvu kot vizitka. In če imate na tej strani kako spletno ranljivost,
se da ta vaša spletna stran fajn uporabiti kot odskočna deska za hekerje, zato da pridejo potem malce naprej. In seveda potem je treba tudi vedeti, koliko so vaši zaposleni ozaveščeni, etc. Tisti, ki imate pa kritično infrastrukturo, ki ste del kritične infrastrukture ali podjetij, kjer imate vključeno operativno tehnologijo, tam je pa treba biti še posebej previden, zato ker to je področje, kjer hekerji po domače rečeno vedno bolj aktivno delajo in sekajo po teh področjih, da je kar hudo. Kakšne imamo vrste varnostnih pregledov? Zdaj omenil sem že, če bi nekdo z zunanjim varnostnim pregledom pogledal tiste IP-je, tistih podjetij, ki smo jih na Šodanu videli, bi takoj lahko ugotovili, da imajo nekaj pomanjkljivosti oziroma ranljivosti. Zdaj, zunanje varnostne preglede izvajamo v bistvu po principu black box, kar pomeni, da če naročite varnostni pregled, zunanji varnostni pregled, se dejansko obnašamo tako, kot se obnašajo hekerji. O vas vemo samo to, tisto podjetje, kdo ste, in potem začnemo z raziskovanjem domene, z raziskovanjem javnih IP-ov. In ko pridemo do javnih IP-ov, pogledamo seveda servise, ki jih imate na javnih IP-ih odprte, če jih imate. In seveda potem analiziramo odkrite ranljivosti in jih poskušamo tudi izkoristiti. Zdaj upam, da vmes vsi ne brskate po Šodanu, počakajte do konca predavanja. Ponovadi se zgodi to, da ljudje začnejo brskati in potem je tista zadeva zelo zanimiva. Skratka, bomo zelo na hitro povedali, pa potem, ko zaključimo, lahko greste pogledati, kaj se vidijo v vaših IP-ih. No, skratka, jaz bom rekel tako, na koncu oziroma naprej si bomo še pogledali, s katerimi orodji to izvajamo. Jaz bom rekel, zdaj kibernetska varnost je tudi postala tržna niša. Ne bom nikoli rekel, da manjša podjetja ali pa, če temu rečemo, garažna podjetja delajo kaj slabše, ampak bom pa rekel tako, sam, če bi se lotil tega ne v okviru Telekoma Slovenije, bi začel verjetno, ne sam začel, bi verjetno kar delal z nekimi odprtokodnimi orodji. Zato, ker si neka manjša organizacija pač ne privošči licence za recimo Rapid7, Nexpose, s katero imamo v bistvu up-to-date ranljivosti prejšnjega tedna vključene v pregled, ampak delaš pa z odprtokotnimi orodji, kjer delaš s tistim, kar pač imaš. In zaradi tega jaz velikokrat poudarim, recimo za to, da boste imeli malo pogled, mi damo za eno tako licenco tam med, da ne bomo odkrili cene, med 8 in 12 tisoč evri za en Nexpose na leto, da ga uporabljamo. Potem je ta Metasploit, ki je ravno nekaj tazga cena, potem so še druga orodja. Seveda, ker jaz verjamem, da če boste rekli, ok, telekomovci, pridite pogledati naše omrežje, da boste tudi pričakovali, da naredimo to tako, kot se zagre. Alja, vidiš, da se me že malo pozna, da živim na Gorenjskem. Se zagre. Ja, že kako gorenjsko besedo celo uporabim. No, skratka, ko vam damo poročilo za zunanji varnostni pregled, je to poročilo ponavadi v 3 oblikah. Eno je tisto za vodstveni povzetek, ker vaše vodstvo, ki bo dalo finance za varnostni pregled, bo želeli tudi vedeti, kaj smo mi odkrili v okviru takega varnostnega pregleda. In potem seveda to mora biti napisano za ne IT-evce, ker direktor, če niste glih IT firma, ni IT-evc in napišemo to ponovadi na 2 straneh povzetek takega varnostnega pregleda kot vodstveni povzetek in se potem to predstavi tudi vodstvo. Poročilo, tisto standardno, ki ga dobite, v tisto poročilo vključimo ranljivosti, ki so res ranljivosti, ki jih treba takoj obdelati. Verjamete, že tista manjša podjetja, recimo ne vem, z 20-30 delovnimi postajami pa nekaj strežniki, imajo v bistvu ponavadi pri analizi izpis tistega poročila, ki ga dobimo iz orodja, na 200-300 straneh. Zdaj, če vam jaz dam tako poročilo na 200-300 straneh, boste tole tako malo prelistali, dali v predal in to je to. In končana zgodba. Zato delamo tista poročila, ki res izpostavimo tiste ključne ranljivosti, tam nekje ponavadi na 20-30 straneh. In seveda dobite tudi tehnični izpis poročila, v katerem imate tudi remediacijske postopke. Zdaj, če se malo date v tisto poročilo, ki je detaljno napisano, ker recimo, zdaj čisto banalno bom tako povedal, na stikalih smo odkrili vključen SNMP protokol, ki je po tovarniško nastavljen. Noti imate
komplet ukaze, lahko se tudi sami lotite, komplet ukaze, kako se to nastikalo spremeni, da to odpravite. Pa tudi imate malo za kontrolo zunanjih izvajalcev, če jih imate, da ne reče nekdo, ja, zdaj pa na 5 stikali bomo bomo SNMP, zato rabimo 2 dni, ne, zato rabijo 2 uri, ker vidite sami, da je to 4-5 vrstic, pa za 10 stikal je to 2-3 ure dela, recimo, ne. No, skratka, to je zunanji varnostni pregled, potem izvajamo pa notranji varnostni pregled. Ponovadi ga izvajamo na način, v bistvu, da delamo po predpostavki, ko da je hekerjem že uspelo prevzeti nadzor nad neko delovno postajo vaših zaposlenih, ker vemo, da s pomočjo socialnega inženiringa je še to vedno danes mogoče in vsi ti napadi se začnejo potem tudi z socialnim inženiringom. To je pa ena izmed tistih metod, ki smo jo že na začetku omenili, ki smo rekli, da je še vedno top in vedno najbolj aktualna za hekerje. Hekerji so še vedno najbolj leni ljudje in seveda uporabijo tehnike, ki jih najprej pripeljejo do cilja. Zdaj, notranji varnostni pregled se ponovadi izvaja v sodelovanju z naročnikom, ne, sicer vas ne vključujemo toliko, da vas ne motimo, če se le da, in se izvede seveda po segmentih, pregleda se, če imate segmentacijo narejeno, etc. Izvede se tudi sken strežnikov, da vidimo, do kod lahko potem nek heker, če bi prevzel neko delovno postajo zaposlenega, lahko tudi dostopa. Iz izkušenj vam lahko povem, da ponovadi lahko tajnica direktorja dostopa, ni da ni, tudi do kakega nadzora, krmiljenja, kake naprave, recimo, nažalost. Ne bom rekel, da sami veste, kako imate zadeve porihtane, ampak z varnostnimi pregledi ugotovimo glih to. In jaz bom rekel, zdaj, dostikrat naletimo tudi na neke zunanje izvajalce, ki se malo, če rečemo temu po domače, tako postavijo na zadnje noge, zdaj, kaj pa vi hočete nam, mi imamo te zadeve poštimane, ne, glejte, to je, jaz pravim, to je postavitev ogledala pred samega sebe, tako ko zjutraj preden gremo na šiht, se pogledamo v špegel, a smo dobri, a gledamo ok, je treba kaj popraviti, tako je tudi varnostni pregled. In ja, na podlagi tega seveda ste naredili dober korak k dvigu nivoja kibernetske varnosti. Zdaj je profesionalno orodje tisto, ki malo poznate, bi boste takoj rekli, ja, to imaš pa Kali Linux, to pa ni profesionalno orodje, seveda ne, vsekakor. Kali Linux vsekakor tudi uporabljamo zraven tistih profesionalnih orodij, ker določene stvari je pa še vedno treba pregledati ročno, na ročni način, ne samo avtomatizirano, in razen tega uporabljamo, kot sem že omenil, Nexpose, proizvajalca Rapid7, eno izmed trenutno bolj profesionalnih orodij. Zakaj? Zaradi tega, ker večinoma drugih proizvajalcev od Rapid7 v bistvu uporablja bazo podatkov o ranljivosti, ki so trenutno aktualne v svetu. Potem imamo tlele, kot sem že omenil, razna poročila, ki jih dobite, top 25 ranljivosti, seveda te zadeve pregledamo ročno tudi na CV-ju, etc. v glavnem. Metasploit kot tak, ki sem ga že omenil, z njim seveda poizkušamo izvajati penetracijske teste, ranljivosti, ki smo jih odkrili, recimo, jih potem seveda tudi vključimo v penetracijski test in poizkušamo ranljivosti izkoristiti. Tako da jaz ne bi preveč o teh orodjih debatiral, če se boste odločili za varnostni pregled, vedno v vsakem varnostnem pregledu, vsake stranki z veseljem pokažem tudi ta orodja, kaj z njimi počnemo in kaj se da z njimi narediti. Kot sem že omenil, spletne strani, ja, za spletno stran izvajamo varnostne preglede po metodologiji OWASP top 10, to pomeni, da vedno najprej vzamemo tistih top 10 ranljivosti, ki so aktualne in pregledamo vsako spletno stran. Potem seveda je cilj, tako kot hekerjem, priti do neke baze podatkov in na koncu vam prav tako napišemo poročilo v taki obliki, kot je za zunanji in notranji varnostni pregled. Zato uporabljamo profesionalno orodje Burp Suite. Zdaj, če boste tlele dobro gledali, boste videli, da nisem dal print screena, ta pravga, ker vidite Community Edition, mi seveda uporabljamo Burp Suite Pro. In z Burp Suite Pro v bistvu dobite res dober vpogled na vašo spletno stran, kaj na spletni strani je ranljivega in kaj recimo je tisto, kar morate takoj pristopiti in odpraviti. Socialni inženiring, ja. Kot sem že nekajkrat omenil, tehnika, ki jo hekerji najraje uporabljajo.
Pa bi vas zdaj, škoda, da nismo v živo, bi vas vprašal, tako pa bi vas prosil za dvig rok, kdaj ste ta zadnje testirali vaše zaposlene za neko metodologijo phishing, wishing, whaling ali tako naprej, ali pa USB dropping in ugotovili stanje, kakšno je v vaši organizaciji. A ste potrebni mogoče kakega dodatnega izobraževanja? In ja, vem, veliko podjetij mi reče, ker smo recimo razdrobljeni po celotni Sloveniji, tudi gremo v tujino, bolj težko naredimo to v živo, dajmo to narediti čez Teams, jaz se probam temu izogibati in letos sem imel primer dobre prakse, podjetja, vse to smo javno objavili, tudi lahko povem, recimo Calcit v Kamniku smo izvedli za celotno podjetje v Kamniku, smo izvedli za celotno podjetje v Hrvaškem, smo šli na Hrvaško v živo oddelati, tudi na Nizozemsko in tako naprej. In glejte, ja, največ vredno je tisto, da so vaši zaposleni ozaveščeni na temo kibernetske varnosti, ker tlele je v bistvu prva vstopna točka, če bodo zaposleni preprečili prvi korak, bojo hekerji seveda imeli, če imate tehniko, boš imamo veliko težje delo. Seveda tudi zato uporabljamo za razna testiranja, bom rekel, phishing testov, kjer seveda vam lahko damo točne rezultate, kdaj je zaposleni kliknil na povezavo, a je potem zapustil, koliko časa je prebil na lažni spletni strani, a je vnesel podatke, z katerega brskalnika je vnesel podatke, etc. Tudi zato seveda plačujemo licenco za profi orodja, s katero seveda izvedemo vaš varnostni pregled oziroma testiramo vaše zaposlene. Ja, imamo pa tudi varnostne preglede operativne tehnologije. O operativni tehnologiji jaz lahko govorim 5 dni skupaj in bi vas pri tem mogoče tudi pozval še na tole naše izobraževanje, ki ga izvajamo vsak mesec, kibernetska varnost v okoljih operativne tehnologije, kjer gremo seveda tudi čez vse te stvari. Zdaj, tlele sem malo za vzorec del naprav iz operativne tehnologije za tisti, ki ne poznate dobro, ali pa boste zdaj rekli, čak, to imamo pa mi v firmi, a ne? Ja, gledajte, operativna tehnologija je specifika. Varnostni pregledov v operativni tehnologiji nikoli in nikdar aktivno ne izvajamo v času produkcije. To se izvaja samo v času remonta. Ja, vem, imamo pa tudi podjetja, ki pa remonta niti nimajo. V eni mlekarski industriji so mi namreč rekli, ker so želeli imeti varnostni pregled, sem rekel, ok, da pa imate remont, pa se mi tako nasmihajo čez mizo, pa pravijo, kako pa mi našim kravam povemo, da te dni ne bojo dajale mleka, ker imamo mi remont. Ja, ok, seveda, tudi take primeri so, In v takih primerih izvajamo pač pasivni pregled. Tam ste malo več vključeni v ta pregled, kjer naredimo to z intervjuji, seveda pogledamo osnovne stvari, ki jih lahko pogledamo, da nismo agresivni, ker namreč iz prakse vam lahko povem, ljudi, ki so mi pričali, ker so bili v živo na takih pregledih v operativni tehnologiji in so doživeli dejansko crash proizvodnje zaradi tega, ker se je nekdo lotil izvajati varnostnega pregleda, pa ni vedel, kaj počne. Zdaj, tlele seveda upoštevanje referenčnih modelov, a imate pravilno razmejitev informacijske tehnologije, operativne tehnologije, ste naredili vmesno cono, IDMZ, etc. Vse to vam v okviru takega pregleda operativne tehnologije pogledamo. In ja, tisti, ki imate operativno tehnologijo, bodi si kritična infrastruktura ali proizvodnja ali kaj drugega, ste v veliki meri tudi deležni in ste compliant NIS2 in verjamete, da tisti, ki vas bodo verjetno kaj prišli pogledati, kako imate stvari porihtane, so bili pri nas na šolanju tem 5-dnevnem in bojo dobro vedeli, kaj morajo pogledati. Tako da ja, pa ne zaradi njih, zaradi sebe morate imeti stvari porihtane. Jaz pravim, vse preveč se pogovarjamo, kaj nas bo nekdo pogledal, ne gledamo pa to, koliko imamo stvari uštimane. Glavnem, treba imeti zadeve urejene. 30 minut je na okol, jaz sem se probal držati časovnice. Zdaj za konec bi mogoče predal še besedo Ali, preden gremo za vprašanje, pa bo Alja mogoče povedala kako stvar na temo voucherjev. Alja, predajam besedo. Fajn si se znajdu, super.
Ja. Ja, hvala za besedo, Boris. Ja, ker smo v vabilu tudi omenjali vavčerje za kibernetsko varnost, je prav, da tudi nekaj informacij na to temo predamo. Mogoče koristen nasvet za vse. Spremljajte spletno stran Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije, DIH Slovenije, in pa Slovenski podjetniški sklad. Jaz tam dnevno gledam in čekiram, kdaj bodo vavčerji objavljeni, in sicer prihajajo, je dobra novica, junija 2025. Na voljo bo 1 milijon sredstev in pa 160 podjetij bo sofinanciranih. To pomeni, da boj za te vavčerje bo kar močan, tako da se kar začnite pripravljati. Vsekakor pri vsem tem vam lahko pomagamo tudi mi. Sicer ni še vidno, da smo v katalogu strokovnjakov neka tehnično napako imajo, sem že klicala, da smo tudi mi med ponudniki varnostnih pregledov in penetracijskih testov, ki pa so tudi del tega sofinanciranja strani vavčerjev. Menda nekaj posodabljajo vsebino in bo tudi nekaj primernega za vse NIS2 zavezance. Več o tem bi jaz rekla, da vas kar sproti z kakšnimi obvestili, newsletterji, mogoče celo dodatnim webinarjem obveščamo tudi na naši strani. Če pa imate še kakšno vprašanje v zvezi s tem, bi prosila, da kar na e-mail kibernetska.varnost@telekom.si vprašate, pa se bomo mi že med seboj interno posvetovali, pa vam odgovorili in pomagali. Boris, ali sem v redu povedala, a bi še kaj dodal? Perfektno, Alja, perfektno. Jaz mislim, da sva dala vse informacije in ja, daj ti meni povedo malo kako vprašanje. Ne, nič se niso razgovorili. Jasno, jaz upam. Ja. No, skratka, če se pojavi kakršnokoli vprašanje, gledajte, tele na ekranu imate tudi moj e-mail. Moram priznati, da tudi kdaj dobim na podlagi kakšnih takih webinarjev, potem kakšna dodatna vprašanja. Bodite korajžni, vprašajte, vse veste, jaz vedno pravim, dejansko drži tisto, nobeno vprašanje ni butasto. Če imate kako vprašanje, dajte vprašati, jaz bom z veseljem odgovoril, če le imam možnost takoj, sicer pa probam odgovarjati promptno, kolikor se le da. Seveda, če vas pa zanima kakakoli vrsta varnostnih pregledov, po celotni Sloveniji vem, da poznate tudi tiste regijske, mi rečemo temu key account managerje, se lahko obrnete na njih, vejo za stvari, bodo vas povezali z mano, bomo pripravili ponudbo za varnostni pregled in potem še sam vavčerji in jaz bom rekel, ja, veliko pomenijo tile vavčerji zaradi tega, ker vsekakor je pa to fajn finančna injekcija in vam pripomore, da se lažje odločite za izvedbo tovrstnega pregleda. Pa bodite res previdni, da ne bo vaš tisti javni IP, tako kot smo videli tam na Šodanu. Tisti je samo ena izmed stvari, tisti port 3389. Ja, zdaj lahko je veliko servisov, ki se tam znajdejo, tako da bodite previdni. Sva vmes dobila eno vprašanje, če lahko. Sicer vem, da si lepo zaključam, pa kdaj bo odgovor? Ali bo po vaše NIS2 prinesel znižanje kibernetske varnosti na področju kritične infrastrukture? Jaz upam, da ja. Zdaj, gledajte, veliko, tudi ravno ta teden sem zaključil z enim varnostnim pregledom v kritični infrastrukturi in bom rekel, zdaj, seveda so vse stvari odvisne od financ, in jaz močno upam, da bodo tisti, ki bodo dejansko morali vložiti sredstva v to, da se bo dvignil nivo kibernetske varnosti v kritični infrastrukturi, dobili tudi, da ne bodo naleteli na gluha ušesa, da tisti, ki jih financirajo, v bistvu bodo tudi sredstva namenili za to področje. Verjamem, da je težko dati sredstva, ker veste, v kritični infrastrukturi, na tistih napravah, ki smo videli prej, PLC recimo, to je programovalni logični kontroler, preko katerega nekaj krmilijo. Te stvari so vključene v omrežje, najstarejše naprave 20 let. In verjamete, pred 20 leti tudi Siemens ni razmišljal o autentikaciji, o avtorizaciji, o enkripciji in tako naprej, in da bo to nekega dneva vse povezano, tako tudi dostopno iz lokalnih omrežij. In zdaj
težko je direktorju razložiti, zdaj mi moramo pa zamenjati 100 PLC-ev, zakaj, če pa vse dela, a ne? In ja, so prijemi, jaz bom rekel, ni treba takoj gledati z finančnega vidika, ni treba takoj vložiti ogromno sredstev za to, da se vi lahko zaščitite, oziroma da tako okolje zaščitimo, ampak je v bistvu treba narediti samo nekaj osnovnih posegov, segmentacijo omrežja, pravila na požarni pregradi, upoštevati neke referenčne modele, kot je ta. Boris, jaz te vmes ne slišim, pa zdaj ne vem, imam jaz problem? Ne slišim te. Bom jaz govorila zdaj. Bom jaz govorila, tako da hvala, Boris, še enkrat za super uporabno in izčrpno predstavitev. Jaz verjamem, da smo danes slišali marsikaj, kar lahko prenesemo tudi v prakso, pa naj bo to nek kritičen pogled na varnostne postopke ali pa večja pozornost do trikov, ki jih uporabljajo hekerji. A sem nazaj? Si nazaj, ja. Yes. Kje ste me pa nehali slišati? Čak, kaj so zadnje besede? Mislim, da sem jaz problematična. Ne problema. Skratka, jaz upam, da so slišali poglavitni del. Se pravi, če pa je kako vprašanje še, pa kar na mail ali pa kakorkoli. Tako da, ja. A zaključiva zdaj kar skupaj? Če nimamo nobenih drugih vprašanj, ja, lahko, vsekakor. Ja, je. Za katere velikosti podjetij bo NIS2 veljal? NIS2, mislim, da je osnovna stvar 10 milijonov prometa pa 50 zaposlenih, plus potem so še ostale stvari, za katere bom pa jaz osebno rekel, se bo pa najboljš pozanimati pa pogledati na spletni strani Urada Republike Slovenije za informacijsko varnost, URSIV. Mislim, da boste dobili tam največ informacij, s tem, da bom pa rekel, bodite pri tem previdni, zaradi tega, ker mislim, da boste morali poskrbeti tudi za samo prijavo, ko bo zadeva aktualna, in to je tisti prvi pristop k temu, da boste sploh dejansko kot del NIS2. S tem, da bom rekel, ja, dajte na URSIV-u te stvari preveriti, pa boste dobili res tiste konkretne informacije. Boris, zdaj so se razpisali, a jim dava še? Ja, ni problema, dajmo. Večkrat naletel, da se v scenariju operativnih tehnologij, snemalniki, 3D printeri, skeneri, uporablja aplikacija TeamViewer. TeamViewer, ja, TeamViewer. In kakšna je vaše mnenje, tudi ocena varnosti takšnega pristopa administracije teh naprav? Definitivno nikakor ne TeamViewer, ne AnyDesk, ne VNC, nič od tega ne pride v poštev. Ker če poznate arhitekturo, ki bi jo morali imeti, razmejitev med informacijsko tehnologijo in operativno tehnologijo, to je tisto, kar predavamo v tistih šolanih 5-dnevnih, tam ugotovite, da dejansko nobena naprava iz operativne tehnologije ne sme imeti dostopa do svetovnega spleta. Ni dostopa, preprosto ga ni, kar pomeni, da TeamViewer varianta ne pride v poštev. Lahko govorimo o lokalnem TeamVieweru, ampak tudi ta mora biti uporabljen kot posredniška storitev. Ja, zdaj ste rekli, kako pa naj zunanji pridejo pa nekaj naredijo, preko VPN povezave na Privilege Access Management, ki ga imate v lokalnem omrežju, iz Privilege Access Managementa v industrijsko demilitarizirano cono na Jump server, od tam naprej pa lahko delajo v lokalnem omrežju operativne tehnologije. To je edin pravi postopek. In povedo tudi inšpektori URSIV-a, kako mora to biti narejeno, zato bodo verjetno te stvari tudi pogledali. Še kako vprašanje? Pa upam, da sem dal odgovor. Ni. Ok, se pravim, gledajte, mail je na razpolago, jaz bom z veseljem odgovoril, pošljite, vprašajte, še ne, tudi lahko pokličete, lahko 1-na-1 preko Teamsov, kakorkoli, skratka z veseljem odgovorim. Super. Hvala, Boris. Pa tudi hvala vam za udeležbo na webinarju in aktivno sodelovanje.
Predlagam, da ostanemo v stikih tudi v prihodnjih vsebinah, da se boste odzvali tudi prihodnjih vabil na takšna in podobna srečanja. Pa ostanite varni. Lep dan še naprej. Lep dan, živijo.